pozdravljeni. Tisti, ki ste bili zadnjič tudi na našem pogovoru o ameriškem snu, ste že slišali, da je letošnji zaključek sezone v Mali drami posvečen dejstvu, da je to konec Male drame kot tega prostora. Zato sta zadnji dve predstavi temu na poseben način posvečeni. Skratka, Ameriški sen, kot sem zadnjič razložila, je bil prva predstava v Mali drami, uprizorjena leta 1963 in zdaj je tudi zadnjič uprizorjena v tem prostoru. Prav zadnja predstava, ki bo doživela premiero v Mali drami, je pa posebna zaradi tega, ker ima tudi zelo simbolen naslov in sicer Te igre bo konec. Ampak pomembno je pa v tem, da jo je napisal avtor Matjaž Zupančič, ki se je s tem, ko smo ga dali zdaj na repertoar, se je uvrstil na prvo mesto ob Boku Jasmini Reza, najpogosteje uprizarjanih avtorjev v Mali drami nasploh. Skratka, v celi zgodovini, 60-letni ali koliko, Male drame, malo več, je bila najpogosteje uprizorjena avtorica Jasmina Reza z 5 teksti, no in Matjaž Zupančič pa do zdaj z 4. Zdaj bo pa torej Te igre po konec dosegel enako število prizoritev kot Jasmina Reza. Poleg tega je kot režiser, je pa drugi najpogosteje režiser, ki je najpogosteje režiral. Prvi je bil pa Žarko Petan, eden od pravzaprav dejansko ustanoviteljev tudi Male drame. Tako da simbolna je pravzaprav vsebina igre, zato ker prileti komet, ampak o tem jaz zdaj ne bi govorila. Mislim, da je seveda, ker gre za slovensko noviteto, ki je bila lani tudi nominirana za Grumovo nagrado, je jasno, da ker je nova, ne moramo danes govoriti o tem, kakšne so bile dosedanje njene uprizoritve, pa lahko govorimo o opusu Matjaža Zupančiča, tako da Gašper. Kot običajno reče Tomaž Gubernšek, Vesna je že vse povedala, tukaj me sam ne presenete, ampak upam, da bom lahko povedal še kaj novega. Naslov tega mojega predavanja je Utesnjenost in ogroženost, ker se mi je zdelo, da sta to neka prevladujoče občutja v teh uprizoritvah oziroma v teh dramskih tekstih, ki jih je Matjaž Zupančič uprizoril v Mali drami. Kot že rečeno, načeloma so pogledi v gledališko zgodovino zastavljeni kot pregled recepcije, uprizoritev posameznega teksta. V tem primeru je to težko, ker gre za krstno uprizoritev zadnje igre Matjaža Zupančiča z naslovom Te igre bo konec. Sem se pa odločil, da pregledam njegove uprizoritve oziroma uprizoritve njegovih del, ki so nastale v Mali drami. Mala drama, kot že rečeno, je bil mali oder, ki ga je Bojan Štih ustanovil leta 1965, povsem očitno na nek način spodbojen z uspehom Odra 57, ki je deloval v Viteški dvorani Križank in seveda se je ustoličil z dvema legendarnima uprizoritvama. Prva je bila Dominik Smole Antigona iz leta 60 in Kozakova afera iz leta kasneje, obe režiral Franci Križaj. Potem sta bili uprizorjeni tudi v ljubljanski drami in po letu 64, ko je bil Oder 57 ukinjen, skupaj z perspektivami, seveda je Bojan Štih ustanovil Malo dramo, ki je najprej delovala, zanimivo seveda, v Viteški dvorani Križank. In prva uprizoritev je bila uprizoritev, ki jo je režiral Žarko Petan, ki ga je Vesna že omenila kot tisti režiser, ki je največ režiral v Mali drami. Režiral pa je, moram to prav prebrati, psevdoklasično tragifarso Arturja Lija Kopita z naslovom očka, ubogi očka, mama te je obesila v omaro in meni je tako hudo. Ne, se pravi, noro dolg naslov.
Že tako je pravzaprav program Male drame nekoliko odstopal od tega, kar so počeli v 57. Njegovo glavno vodilo je bilo pravzaprav, da je prizarjal tekste za komorno zasebo, to se pravi za manjše zasebe. Je pa zbiral repertoar tako iz klasičnega repertoarja, kot iz eksperimentalnega in sodobne dramatike. Kot že rečeno, zanimivo je, da Mala drama pravzaprav ni zelo zvesta posameznim avtorjem. Matjaž, po mojem štetju sicer 4 uprizoritvami in Jasmina Reza s 5 sta med največkrat uprizarjanimi avtorji v vseh 60 letih, kar je Mala drama obstajala. Pa si poglejmo, katere to so. Izganjalci Hudiča, ki so imeli premiero 21. decembra leta 1991. Začel je režirati Matija Logar, pa se mu kasneje pridružil tudi avtor sam, Matjaž Zupančič. Kasneje Vladimir, premiera 11. marc leta 1999, ponovno režira Matjaž Zupančič. Potem pa 20-letni premor in nova uprizoritev Nova rasa. Premiera je imela 25. septembra leta 2020, sredi pandemije. In pa zdaj najnovejša premiera 12. april 2024, Te igre bo konec. Prav tako v avtorjevi režiji. Že ta seznam nam pravzaprav pokaže dve neke tipični lastnosti tega opusa, torej vse te drame je režiral avtor sam, kar je sicer značilno za njegov opus, in pa pravzaprav dve obdobji, prav prvi dve nastaneta v 90-ih letih in drugi dve se prav pred nedavnim leta 2020, leta 2024, tako da lahko pričakujemo, da so med temi dvemi sklopi neke vsebinske ali pa formalne razlike. Poglejmo si pa najprej, kaj vse te tekste, vse te uprizoritve druži. Darja Dominkuš, ko napiše pregled Zupančičevega ustvarjanja, izpostavi kot enega ključnih vplivov teoretsko psihoanalizo, kakšno je razvil Jacques Lacan in kasneje Ljubljanska lakanovska šola z filozofi, ki vsi poznamo, Slavojom Žižkom, Mladenom Dolarjem in Zupančič, in ob tem pravi, da je za Zupančiča bistvena definicija posameznika skozi njegov manko in intersubjektivnost kot odločilni dejavnik, ki oblikuje tako posameznika, kot tudi mrežo družbenih odnosov. Torej, Zupančičeve drame temeljijo na nekem psihološkem manku v dramskih osebah, ki se pa pokaže šele ob soočenju z drugim. In ta drugi, ki pride ponavadi v neko skupnost, je tujec ali nek vsiljivec. Darja Dominkuš to posebej vzpostavlja v analizi Vladimirja, kjer opiše tudi učinek tega tujca na samo formo drame, pravi takole. Tema vsiljivca, človeka, ki v neko skupnost pride od zunaj, potem pa se je bodisi polasti, bodisi jo uniči, je za dramo še posebej privlačna, saj se ob njegovem prihodu nemudoma vzpostavita konflikt in nasprotje interesov, na katerem temeljita dramatičnost in dramska napetost. In pravzaprav res ta vzorec lahko sledimo v vseh 4 tekstih. V Izganjalcih Hudiča dobimo neko novo stanovalko, do katere se te dramske osebe ves čas opredeljujejo, jo zavezujejo, skrati pa kažejo svoje frustracije. V Vladimirju je to naslovni junak, ki pride v neko skupnost študentov, pokaže njihove manke, pa hkrati tudi svojo psihološki ustroj in na koncu spet pride do izgona oziroma umora tega tujca. V Novi rasi pa je stvar nekoliko drugačna, še vedno imamo pravzaprav nek trg med dvema entitetama. Na eni strani imamo to nacistično ideologijo nad človeka arijskega vprašanja, ki se zdi, da pravzaprav prežema ta svet ob koncu druge svetovne vojne. Potem pa temu nasproti stoji realnost. To dejstvo, da je arijskega materiala premalo in ta realnost ves čas vdira v to nekakšno monolitno, nacistično realnost oziroma družbo in kaže njene absurdnosti, njene pomanjkljivosti in ustvarja seveda napetost. Ampak več o tem na
naprej. In tudi ta zadnja igra, te igre bo konec, pravzaprav kaže nek svet, v katerega prileti nek tujek. Tukaj ne tujec, ampak tujek v obliki meteorja. In ta meteor, ki bo najverjetneje povzročil katastrofo, popolno uničenje planeta Zemlje, žene dramske osebe v to, da se do te situacije opredeljujejo in da kažejo svojo lastno psihološko naravo, kako se do tega vprašanja opredeljujejo. Torej, če nekako za izhodišče skušam definirati, kaj bi bila ta bistvena razlika med temi 4 teksti, se zdi, da sta v prvih 2 tekstih so ti tujci, ki prihajajo, vendarle dramske osebe in se z njimi obračuna oziroma se jih izžene, umori in podobnega. Medtem ko v zadnjih 2 tekstih pa gre za situacijo, ko gre za bolj abstraktne entitete, ki vdirajo v neko realnost in s tem ustvarjajo konflikt in seveda silijo dramske osebe, da se razgalijo oziroma da pokažejo svojo naravo. Pejmo mi zdaj po vrsti in te stvari nekako bolj natančno razložimo. Izganjalci hudiča so prva Zupančičeva igra, napisal je leta 90, prvič je bila prizorjena v mali drami, kot že rečeno, 21. decembra leta 1991. Režijo je začel pripravljati Matija Logar, kasneje pa se mu pridružil tudi avtor sam. Skupaj sta izbrala tudi kostume in glasbo, igrali so Boris Juh, Alenka Vipotnik, Andrej Nachtigal in Barbara Levstik. Gre za igro v 2 parih. To sta David in Anita in Daniel in Sara. Oni so sosedi v stari večstanovanjski hiši, stanujejo na istem nadstropju in v to nadstropje se preseli tujka, Smurkova nova sostanovalka Suzana, o kateri izvemo naslednje. Vselila se je tiho, kot da se nas to ne tiče. 2 kovčka, nekaj vrečk in kletka s ptičem. Njen prihod sprošil sosedih potrebo po zalezovanju in nadzoru. Vsi nenehno opazujejo skozi ključavnico, se pogovarjajo o tem, kaj počne, česa ne počne, ves čas jih nervira jih svoje ljubeznijo do živali, svojo mirnostjo, pravzaprav s tem, da z njimi ne išče nobenega stika. Že takoj se pravzaprav poravijo misli, neke paralele s to dramo in drugimi dramami, ki temeljijo na čakanju ali zalezovanju, torej na Beckettovo dramo Čakajoč Godoja in na Jančarjevo Zalezujoč Godoja. Kot je napisal Matej Butaj, citiram, če potepuha in klateža v Beckettovi drami Čakajoč na Godoja zaman čakata, kar daje slutiti na odsotnost transcendence in vrljivost upov na prihod odrešilnega Godoja, podoben par v Jančarjevem delu Zalezujoč Godoja že ni več zadovoljen z negotovim čakanjem in vzame zadevo v svojo. V Izganjalcih hudiča 2 zakonska para oprezujeta za sosedo, ki se čudno obnaša, saj s svojo vzborljivostjo izziva moške, krši hišni red z ljubeznijo do živali in je sumljivo, redoljubna, neusiljiva, zadržana. Skratka, to zalezovanje postaje nekaj povsem zasebnega, ni več politično motivirano ali pa celo metafizično. V to novo stanovalko para projicirata vse svoje nezadovoljstvo, kar naenkrat je kriva za mravlje, za mrčez, za vročino in tako naprej in vedno bolj so živčni in hočejo, se pravi, to jih pelje v neko akcijo. Najprej zastrupijo njenega psa, nato naščuvajo sosede, da jih vdrejo stanovanje in to stanovanje zdemolirajo. Na koncu se pojavi še novica, tako to zgleda, oni po noč ne morejo spati, zalezujejo in tako, ne. Skratka, tukaj se razvija ena cela dinamika med temi pari, kdo zdaj bolj zalezuje, kdo manj in zakaj in tako dalje. No, na koncu se pojavi novica, da so to Suzano umorili v sosednji ulici. Napetost se med njimi sprosti, zberejo se ob prijateljski večerji sred hodnika in so zelo navdušeni nad, mislim, da zajcem, ki so ga spekali in ga zajejo, ampak vendar med njimi se pojavi neka misel, skratka, kdo bo zdaj prišel in kaj bomo zdaj z novim
stanovalcem in druga, ali smo imeli kaj zraven pri tem umoru. Čeprav nismo umorili, pa smo vendarle nekaj pomagali. Uprizoritev je bila generalno dobro ocenjena. Matej Bogataj zapiše, da se Zupančič, citiram, hote in zavestno navezuje na tradicijo moderne drame, predvsem na Beketovsko vejo tega pojava. Podobno misli Aleš Berger, ki mu je položaj ogleduhov smešen in hkrati strašljiv, se pravi, podarja to neko grotesknost, kar bi kazalo na grotesko in na dramo absurda, ki jo odkriva že Bogataj. Povsem drugače pa je besedilo, to zanimivo, ocenil Lojze Smasek. On pa napiše, igra Matjaža Zupančiča iz Ganjalcih Kotiča, ki so jo pravkar krsno prizorili v Mali drami, je komedija. Tu in tam sicer malce strahljiva, tudi nekoliko mračna, vendar kljub temu predvsem komedija. Na čemer Lojze Smasek zelo ustraja. No, Bogataj prav ne, stvar je dobro zastavljena, se navezuje na tradicijo, vendar sami režiji očita nekatere zdrse prav tako. Na začetku gledamo predvsem zabavno dramo, ki kasneje pade ritem in postaja vse bolj razvlečena. Grozljivost in grotesknost pa vsiljiva in neprepričljiva, z nekaterimi izrazitimi zdrki, kot sta tisti z drobovino ali mravljami. Režija se je drame lotila pretenciozno, zato morajo igralci pogosto poartikulirano kričati svoje besedilo, kar gotovo bolj leži kakšnemu izvornemu ekspresionizmu, naprimer Rumu, kot pozno moderni drami z žanrsko zavestjo. Igralci so svoje delo upravili solidno, res pa je, da je imela moška dvojica bolj poležno nalogo, saj je dopuščeno več pretiravanja in duhovitosti. Podobno pozitivno je ocenil igralca Aleš Berger, prav, da so enakovreden in lepo dopolnjujoč kvartet. Hkrati pa celoto ocenil na ta način. Izganjalci Hudiča, Matjaža Zupančiča, gibko in na pogled neprizadeto pripovedujejo o napol hecnih in napol hudih rečeh in pri tem ne prebijajo znanih tlorisov, spretne vaje in variacije znotraj že videnega in slišanega. Medtem ko Lojze Smasek, kot sem rekel, zelo ustraja na tej komedijski plati in prav, da sta Matija Logar in Matjaž Zupančič uprizorila popolnoma normalno dogajanje blokovskih medsosedskih razsežnosti. Ta je malo huda, ne? Ki pa mimo grede in brez težav zdrsne v skrivnostno usodnost in se tako spet iz nje vrne, zaradi enakega obravnavanja obeh ravnov dogajanja. Se pravi, ta prva uprizoritev Matjaža Zupančiča v Mali drami gre definitivno za kvaliteten dramski tekst, ki poudarja ujetost dramskih oseb v lastne frustracije, mestoma deluje komičnost, čimer sprošča napetost, ki jo gledalec čuti ob tem zalezovanju in tej nasilju oziroma agresiji, ki raste v njih. Hkrati pa seveda kaže eno bistveno lastnost, ki je za Matjaža značilna, da te njegove drame niso neposredno politične, govorijo o tem, kakšen svet je, ampak vendarle ga obravnavajo znotraj malih zgodb posameznikov in njihih psihičnih ustrojev. Zdaj si pa pogledamo na kratko, kako tole zgleda. Najprej, kako zarezujejo. Zakaj ima prižgano luč, če je ni doma? Kaže, da nikoli ugasne. Nekje se dotika. Tata je kot njen drs, čez dan se vlači po mestu. Na vhod je prišla novica, da se čisto brez sramu potika naokoli in čaka, da jo kdo govori. Lahka ženska, skoro priznam, da se to opazil, če ko sem jo prvičil. Po načinu, kako hodi, kako gleda, kako se oblači, no sem primiral, oprostite, nekaj lahke, tako je, nekaj lahke. Dobro večer, vaša soseda, Jovana ne more spati. Kako ste preživeli dan? Kaže, da laže, ko bo preživela noč. Ja no, saj veš ta čuden šum. Jaz se stopil ven, da se javim malo svežega zraka. Kaže, da se ne bo tako malo upladila. Moja žena.
večer soseda ste Tudi mi slišali? prijetno. Kje bi lahko bila v tem času? Pravkar sem govoril o novici, ki mi je prišla na vzor. Kakšni novici? Najbrž bo res držalo, da je naša nova stanovalka čisto navadna, lahka ženska. Prisekla bi, da je ta... Tukaj vidite, ne, to, kako pravzaprav vse to blazen zanima, ne, ta zalezovanje, oni bi si to špegali in uživali v tem vojerstvu, krati jih je pa malo sram, tako malo, tako en pred drugim vid budka. No, ampak zdaj to, kar oni zdaj naklepajo, oziroma napletajo, se stopnjuje in ta napetost pravzaprav raste in dobiva že prav grozljive razsežnosti. Da se premaknemo. Boš videl, kam te bodo pripeljale te sanje. To je šele začetek. Sliši mi, da prihajajo gor! Ja, stanovci! Ženske! Kaj bodo storili? Utrli bodo v njeno stanovanje. Storili? Nič. Stali bomo ob strani. Gledaj, kako se bodo razvijali dogodki. Pravzaprav ta napetost, ki v njih raste, ki pa nimajo pa te moči, da bi nekaj reagirala, ne, in potem pridejo sosedi, da bo zdaj zdemolirali to stanovanje in oni se postavijo v stran, ampak hkrati se sprosti ta njihova napetost, ne, ki je zrasla v nebi. Toliko o izganjalcih. Pa gremo na drugo Zupančičevo dramo in sicer na, ki je bila pozorjena v mali drami, seveda ne napisana, to je Vladimir. Vladimir, ki je prav gotovo Zupančičevo najuspešnejše besedilo, nagrajeno je bilo leta 1998 z Grumovo nagrado, naslednje leto je bilo prizorjeno v mali drami v avtorji režiji, premiera je bila 11. marca 1999. Dobila je tudi veliko nagrado 30. tedna slovenske drame v Kranju in kot ugotavlja Darja Dominkuš je bila drama sprejeta pozitivno kot, citiram, domače besedilo, ki je povsem enakovredno tujim tekstom, ki so v tistem času na repertoarju slovenskih gledališč močno prevladovali. Najverjetneje gre za tako imenovano gledališče v fris. Potem kot slovenska igra, ki govori o neposredni sodobnosti, hkrati pa se prej kot na domačo dramsko tradicijo navezuje na film. Zanimivo je, da Vladimirja niso bolj jasno povezali s Sero Kane oziroma z ostalimi avtorji gledališča v fris, kot ona je najvidnejša predstavnica, ki je v 90-ih letih v Sloveniji seveda izredno popularno in je prav tako temeljino na tako imenovanem ultramodernizmu, ne ultrarealizmu, kar reče Darja Dominkuš, in na izrazitem upodabljanju agresije in nasilja, ne bo to psihično ali fizično, ki je prav tako za Vladimirja zelo značilno. In še ena zanimiva podrobnost, Darja Dominkuš navaja izjave publike na to prvo predstavo in dajem dva primera. Takole pravi ena obiskovalka: predstava mi je bila všeč, me je pa drugi del predvsej pretresel, veliko nasilja. In še ena druga: še posebej mi je bil všeč drugi del, čeprav je doživljajsko težji. Skratka, ravno dejansko imamo to stopnjevanje nasilja, stopnjevanje te napetosti, ki je značilno seveda za, na primer, razdejanje Sere Kane, pa vsaj v samih kritikah nisem zaznal, da bi bilo to izrecno na nek način opaženo, kot recimo te paralele z Becketom pri izgajalcih Hudiča. Darji Dominkuš je Vladimir najuspešnejša Zupančičeva drama in zanjo zapiše
citiram, da je pomembna zato, ker gre za prvi premik iz stiliziranih podob majhnih, zaprtih skupnosti na realna tla našega vsakdana. Skratka, da je šlo za nek tekst, ki je udaril kot tekst, ki se nas tiče vseh, ne, ki je na nek način skušal tudi uprizoritev pokazati neko realno situacijo, kot tudi takrat. Glavni protagonist, cela zadeva se začne z njegovim kopanjem pod tušom. Skratka, to na nek način so tudi kritike poudarile, koliko ste pravzaprav takrat skušali ustvariti dejansko neko realno situacijo, kjer se bodo ljudje lahko prepoznali. Čisto na kratko, zakaj gre. Nekaj zaštekali. Evo. Torej, zasedba Marko Mandić, igral Aleša, Maša Drganc, Mašo, Gorazd Logar, Mikija in Dare Valič, Vladimirja. Torej, Vladimir se prijavil na oglas za prosto sobo v stanovanju. Stanovanje je last Aleša in Aleš skuša dopolniti svoj mesečni dohodek s tem, da bo oddal eno prosto sobo. Vladimir pride v to skupnost brezskrbno, bonvivansko, recimo, mladih ljudi. Maša in Aleš sta par, Miki pa je njun prijatelj, skratka razmišlja o življenju, o nasilju, o raznih stvareh. Maša in Miki študirata, Aleš pa dela in ima probleme, finančne probleme, dolžen je denar in sem pride Vladimir. Vladimir, ki je že na videz povsem iz drugega štosa. Prav pride v obleki nek resen, kritiki govorijo, da je nekje med očetom in detkom. Skratka, človek, zrel človek, ki se jav na ta oglas in na začetku se zdi, da je njegov prihod pozitiven. Nos finančne ugodnosti, potem je seveda tudi prijazen, pomaga ostalim trem in kuha, popravlja stvari po stanovanju, organizira skupnost, skuša uvesti nekaj reda in discipline. No, ampak s časoma se pokaže, da je ta obsedenost s temi pravili pa vendar nekoliko prekomerna, skratka ima neke svoje želje in jih hoče uveljaviti. Izkoristi Aleševo potrebo po očetovski figuri, Alešev odraščal brez očeta in ga veže nase z enim dogodkom. Aleš je namreč dolžen nekemu izterjevalcu, on mu pošlje neko gorilo in Vladimir pa zelo spretno prav z njim, z nekim rokoborskim prijemom in celo posodi mu denar, da ta dolg vrne. Aleš mu zelo hvaležen in je na njegovi strani. S tem na nek način Mikija Vladimir izrine, Miki se odseli in tudi pride med njo in Mašo, mislim, med Aleša in Mašo in stvar neko povezanost z Alešem, vendar se potem izkaže seveda, da postane ta njegov prehod. Tukaj Vladimir opazuje to masažo, Maša masira Mikija in potem to proda, ker ona dva ima tam mogoče neko razmerje. Alešu zato Miki potem gre, ta njuna povezava, no, ampak potem pa se izkaže, da je Vladimir seveda skuša prevzeti oblast nad to skupnostjo, uveljaviti svoja pravila, Maši govori, kako naj zaklepa bicikl in kaj naj počne in česa ne, in jo celo fizično skratka udari, takrat pa Aleš vidi, da je to šlo skratka predaleč in se mu postavil po robu, takrat pa Vladimir pride v polni ne vojni uniformi, varnostniški, skratka izkaže se ta njegova narava, on je bil varnostnik in na nek način je na svoji dolžnosti poškodoval nekega mladega fanta, da je postal invalid, skratka šel predaleč v tem ordenu in discipline, recimo, če se tako izrazim. No, in pride do tega, da se Vladimir Aleša loti fizično in Aleš v tem strahu za svoje življenje ali pa v tej borbi vzame kladivo in ga umori.
Takoj ob tem umoru se drama zaključi, zato ne odpira vprašanja upravičenosti tega umora in njegovih posledic. Poanto drame pa dobro povzema njen moto, ki ga vzame Zupančič iz same drame in se glasi: obstajajo okoliščine, v katerih lahko vsak človek postane nasilen. In pa nek slovenski pregovor, s katerim je tudi Matjaž opisal poanto, in se glasi: pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni. Torej, kritiki so besedilo sprejeli z velikim navdušenjem. Samo prizoritev z nekaterimi zadržki. Blaž Ljukan tako oceni, da je avtor z natančnim psihološkim izrisom oseb in situacij doseže, da na videz schematična dramaturška struktura igre v izpeljavi pred nami zasije v vsej svoji dvoumnosti. Pogreša pa več ostrejših filmskih rezov, ki bi dejanje zgostili in ga pognali v dramsko učinkovitejši ritem. V gradnji, pravi, je še premalo razvidna razlika med navajeno ležernim začetkom in počasno navznočnostjo Vladimirja, ki ustanovalce naseljuje sprva neopazno, nato pa vedno bolj uničujočo tesnobo, nelagodje in strah. Še posebej pa pohvali Dareta Valjiča v vlogi Vladimirja, ki je prepričal tako rekoč vse kritike. Nekaj podobnega ugotavlja Anja Golob v Večeru, ki, ko pravi, da se uprizoritev trudi besedilo samo dostojno podati, skratka, da nima nekega presegajočega koncepta. Na koncu zaključ problem uprizoritve, ki jo sicer velja opisati kot uspelo in vredno ogleda, torej najdevamo v nekakšni brezbarvnosti režije. Ob tem pa jasno pohvalil vse igralce in še posebej izpostavil Dareta Valjiča. Rok Weber večinoma govori o samem besedilu, pa en daljši navedek, zaradi tega, ker se mi zdi zanimivo, kako je to besedilo takrat pravzaprav udarilo v eno situacijo, ko je slovenska dramatika iskala nek nadomestek za to političnost, ki ga je imela v 80-ih in ga je pravzaprav našla prav v Zupančičevih igrah. Prav tako je to besedilo pomembno iz 3 razlogov. Ker ima tisto bazično formalno konsistentnost, redkost pri nas, ki jo dela dramsko in ki zgošča situacijo dramatičnost. To je ena redkih domačih dram, ki jo zares dela situacija, brez poetičnih izpovedi o ekspozicijah, brez predavanj o metafiziki ali njeni smrti, natančno začrtani psihološki profili dramskih likov, njihova umestitev v socialni kontekst, ki pa je hkrati tako univerzalen, da jih ne omejuje strogo na slovensko okolje. Dejanja teh 4 svetov tvorijo ustrezno ritmično strukturo, ki funkcionira kot dober glasbeni komad. Tretjič, pravi, je Vladimir drama, ki jo slovenski dramski prostor potrebuje kot primer dobrega obvladovanja dramske pisave. Saj je eden od vzrokov za primanjkljaj mladih piscev tudi dejstvo, da doma, razen nekaterih izjem, ni pravih zgledov. Zaprav, Matjaž Zupančič, kot vemo, kot eno tistih avtorov, ki se pojavi v 90-ih in ponudi neko alternativo dramske pisave temu, kar so delali Šeligo, Ivanovič, v 80-ih in na nek način še potem v 90-ih, predvsem ob vojnah na Balkanu. Petrark Pogorevc prizoritev v celoti pohvali, enako Aleš Vavkotič, ki jo celo primerja s hollywoodskimi filmi in prav pred nami je tipičen primer melodrame, ki ne sega onkraj ugajanja, zato pa se bolj osredotoči na odrsko izvedbo, ki je v Vladimirju zgledna, podobno kot v Hollywoodu. Komplimenti. In še zadnji panegiri Krape Šuklje, ki pravi: praznik je, seveda je praznik videti na odru ljubljanske male drame novo slovensko igro, ki jo lahko postavimo ob bok slavljenim sodobnim delom avtorjev iz veliko večjih dežel. Režiji ni mogoče ničesar očitati, avtor, režiser je vedel, kaj hoče in igralski del je izpeljan brez himna. Ok, zdaj pa, če bomo uspeli s tole zamenjati, si bomo probali tole pogledati. Če tehnika.
bomo pogledali ta končni spopad in Vladimirjev umor, ki sta gotovo najmočnejša po svoji napetosti. Ja. Ne on, ti si bolan, vaš čas si mu verjel, vse kar je na tvezu si mu verjel. Na začetku nam je pomagal, razumeš, res nam je pomagal. Ti bod! Sam ti boš. Viš, kaj ne razumem, prejle, prej bi mu lahko razbila glavo, razumeš, odrezala bi mu jajca, če bi mogla. Prosim te, povej mi, kaj se je zgodilo, prosim te, Maša. Kaj naj ti še povem, kaj bi pa še rad slišal? Da sem prišla domov, da tebe jasno ni bilo doma, da sva se nekaj pogovarjala, ne vem več kaj, in da sem mu rekla, mi zgine ven iz tega stanovanja in da sem mu enkrat strgal in me je začel tep, kaj bi še rad slišal? Čisto res ne je udaril. No, poglej si to, mater, poglej si to in pol mi gre mir. Enkrat v smeri mi gre v življenju, mir, slišaš? Ja, on ti to naredil, on ti je tako. A si zadovoljna? Kaj si pa to naražil? Jaz ga bom. Kaj ga boš? Zakaj? Ubil ga bom. Ja, boš, ja. Ti ne boš nič, tek se jebe za vse! Britven! Ti pizda! Ti imaš mojo žensko v tepu! Jaz sem mislil, jaz sem verjel, Britven! Ubil te bom! Jaz mi dal zdaj! Jaz sem kriv, da te dole vedel! Britven, svoje pofukane lukne! Podgane! Britven! Iz pofukane lukne! Tukaj si. Pa kaj je rekočeva maškarada? To ni maškarada, to je življenje. Mars! Da vam jaz te pokazal, kako se treba obnašati. A sem ti pomagal, a sem ti zaupal, ti pa si me izdal najslabši si od vseh. Ti brat! Si Nehvalečna pokojena Nadina, Vladimir, kaj vas takli? Vladimir, vi postani župi pod glavo, vi boste mene vedali, vi boste na nekaj policijo, jaz sem policija. Pizdi vam Maša! Mislim, da si delate nos, delate se nos, ti se osteli stari nos. Kako si pa oblečen, Zakaj si tako? Oblečena so te tako učili, to spodobno. Enkrat ti hočeš odrejati cipa, Enkrat ti hočeš. Hočeš, da bi tudi jaz malo baraba, da bi tudi jaz malo pokvarjen, kaj? Ja, hočem. Vladimir! Prosim te, nekaj! Jaz sem usilil. Rad. Ampak jaz sem te drugače. Tudi jaz sem te imela rada, Vladimir, tudi jaz te imam rada. Več govorim, nekaj hočem. Prosim, pusti naju, pusti naju. Ti si razbila mojega človeka. Oprosti, Vladimir, oprosti, ni treba takoj, prosim te, oprosti. A lahko eno cigareto, prosim. Lahko požgem? Nisem še končal, s tabo pa tudi z ničem. Vladimir, prosim, zdaj se
vsi trije se bomo usedli in se bomo pogovarjali, prav tam pogovarjali se bomo. Lidija, hočeš, ti hočeš, da se jaz odziram? Ne, nočem, da se odziram. Hočem, da ostaneš, Vladimir. Ne bi tri, bomo skupaj. Navičila se bo. Ja. Dodam se bo palico. Torej, ta končni spopad, ta agresija, ki eskalira in na koncu pripelje do umora. 20 let kasneje nastane uprizoritev z naslovom Nova rasa, igra Matjaža Zupančiča, ki je naslovljena kot satirična drama, in njena krstna uprizoritev je bila 25. septembra leta 2020, sredi pandemije, igrala se je tudi v naslednji sezoni 21-22. Preživel je avtor sam in govori o nacizmu, postavljena je zadnje leta oziroma zadnje mesece pred propadom nacizma. Postavljena je v atelje oziroma nek bunker, delavnico Viktorja Karlštajna. To je Hitlerjev kolega, s katerim sta kot mladeniča skupaj neuspešno poskušala priti na Dunajsko likovno akademijo. Tja jo ne sprejmejo in ta zavrnitev ju združi in temeljno zaznamuje. Oba sta postala pošast. Hitlerjev zgodbo poznamo vsi, Zupančič pa pred nas postavil fiktivno zgodbo Karlštajna, ki poskuša sestaviti nadčloveški par iz delov arijskih teles. Se pravi, dva nadčloveka, ki bosta zaplodila nepremagljivo vojsko Tretjega rajha. Ker je arijskega človeškega materiala premalo ali pa umetniku ni všeč, projekt ves čas poka po šivih in ustvarja seveda komične situacije. Še več, to, da je ta prikazani poskus povsem nasproten realnim okoliščinam, povzroči trk med tem arijskim idealom in pa realnostjo, v kateri se razkrivajo psihološke poteze realskih oseb. Na koncu ta eksperiment propade, nadčloveški par ne bo imel potomcev, ker je Markus, moški del, homoseksualec. Zasedba Bojan Emeršič, Viktor Karlštajn, Jurij Zrnec, Sturmführer, Saša Tabaković, Marcello in pa na konc Markus, Barbara Cerar, Karolina in Heta, Gregor Baković in Aleš Malic sta igrala Führerja in Barbara Cerar igra tudi Hajn, torej ženski pol tega nadčloveškega para. Stvar je zastavljena kot črna komedija, kot satirična drama z številnimi pretiravanje, res absurdnimi situacijami, ko Karlštajn reže te dele teles, polno enih krvi, vendar kritiki so te uprizoritvi pravzaprav učitali klišejskost in predvidljivost. Gregor Butala v Dnevniku tako zapiše sledeče. Satirična komedija Nova rasa spada v tisto linijo gledališkega ustvarjanja Matjaža Zupančiča, v kateri ta plodoviti avtor in režiser skozi natančno izbrane fragmente vsakdanjosti bolj ali manj neposredno tematizira različne vprašljive pojave v sodobni družbi. V Novi rasi, ki je za spremembo umeščena v konkreten in prepoznaven, vendar s fikcijo nadgrajen zgodovinski okvir, tako odpira vprašanja nestrpnosti, razčlovečenja skozi sistemsko in ideološko nasilje, a tudi pomena umetnosti in njenega razmerja do oblasti. V nadaljevanju po prizoritvi učita sploščenost likov,
Pravi, odsotnost vsakršnega razvojnega loka nastopajočim ponujata le malo uporabnih izhodišč za preseganje obuljenih klišejev, prav tako jim kaj dosti opore ne daje nejasno usmeritev same postavitve. Kot da bi predstava ves čas držala eno nogo na zavori, ker ji gre vendar za neko tehtno poanto. Izjema med igralci, kar sta opazila Gregor Gutala in Melita Forstnerič-Hajnšek, je bil Saša Tabaković, pravi Gregor Gutala, ki tudi v dvoumnosti, kretnje in mimike odraža tragični položaj neke žrtve. Najprej igra tajnika, Karlštajna, ki na nek način ga Karlštajn jemlje kot tega drugega, ki ga potrjuje, ki legitimira njegovo umetnost, ampak na koncu, ko Marcello podvomi v to umetnost oziroma iskreno pove, da je to brez veze, Karlštajn ubije in njegovo glavo namontira na tega Markusa nad človeka, ker pa je ta Markus nesmrtno zaljubljen v Sturmführerja, seveda na koncu ta Markus napade Sturmführerja namesto Heidi in evo, eksperiment je splaval po vodi. Melita Forstnerič-Hajnšek v Večeru opozori na aktualnost besedila in pravi, da je fašizem kot korona, kot virus, s katerim človeštvo še zdaleč ni do konca prekuženo. Vendar pa režim očita, da je pretirana, sakljivi eksperiment terja žrtve in presekanju glav in rezanju udov se celo smejimo. Priverja to prizoritev z Tarantinovimi, Lubitschevimi, Chaplinovimi filmi, predvsem z velikim diktatorjev, vendar vidi pa Zupančiču problem v samem tekstu, ker pravi, da so liki preveč ploskoviti, premalo mesa, ki ne prebijajo prešestkosti. Zaradi tega se zdi, da se recimo Jurij Zrnec ni mogel razigrati, pohval pa Saša Tabakovića, pravi njegov Marcello, ki je v totalno inferiorni poziciji, je premišljen in v svoji tragikomični poti od bedaka do junaka najsugestivnejši lik, to je zdaj ta junak Markus, ki na koncu napade Sturmführerja. Skratka, oba ocenjevalca na nek način izpostavljata to komedijsko plat in predvsem pogrešata neko globino v samem sporočilu. Mi si pa poglejmo, zdaj en dvelček, to je zdaj ta situacija, ko Marcello Karlštajnu pove, da je njegova umetnost pravzaprav en totalen blef. Odkana! Roke! Komi se služi, ker sem tukaj. Tvoj bo tako, kar štatka je ri! In ti ne nazdobil moj kustus! Se mi to vse zajemo! Tukaj to na redu! Se upravičujem, težki časi, slabo spil. Nekaj greš. Naročiš to, ker je rečeno glavo. Nikamor ti ne bo odšel. Ne boš ti ubil Boga meni od koraka ven. Nobene druge glave ne rabi. Kako da rečete, brete, da je Sturmführer še nima? Ne rabi je, ker je že tukaj.
Ajde do tam. Jaz sprašujem, kako si prišel not? Dal te bom likvidirat, samo da boš ga ruč. Manj god, ti si, mislim, vi ste. Je on. Martina! Tudi tvoje sem. Pač mi ne paše biti tudi tvoje. Da si me mogoče kaj vprašal. Kaj? Vprašanje imam na koncu jezika. Izkrunega! Sijankali pa zadrži, ga boš še rabil, če projekt Markus in Heidi ne uspe. Je on! Nobene me nič več ne vpraša. Generalštab bi rovali za trpom. Še Viktor zamuja. Ne po moj krivdi! Dovolite mi, da se vam predstavim. Jaz sem... Kdo si? Viktor mi poroča o tebi. No, jaz upam, da nič slabega. Slabega, živ si samo zato, ker še nisi mrtev. Ljubim Petra! Primerjaš ga za vado korma! No, vidite, kdo je pod? Tukaj branjavka! Po čem ti to? Tiste gospodične je bila arijske krvi samo toliko upravičilo med firem. Čem ti govoriš? Kje je Viktor? Veliko čast mi je, da vas lahko spremem v tem skromnem popastem bunker vas. Vsano! Švanjeraj! Čistilka je neka poniklena. Hočem reči čistilc. Dal ga bom likvidiral, če se vrne. Če bo likvidiral? Kdo bo res spucal tak trek? Ne moram več likvidirati? Čist vse. Dobro vprašanje, vidite, da to nisem pomislil. Sam spozaj! Vprašaj se, kaj lahko narediš sam za tretji rak, kaj se zgovarjaš na druge? Ja, on, samo da najdem metlo. Lejte, tukaj imam stol. Če bi se radi vzeli, Paše mi stat študija. Ja, kako vi to lepo počnete. A stojite tam, kjer ste stal zadnjikrat? Kako dobil sem tukaj? Noben, vaš obisk je v zdravi tajnosti. Noben nič generalstva. Noben, prisegam. Da mi par pokanti me hočejo likvidirati. Vas, mein Gott! Kdo zbi, da sem danes tukaj znal fotografiran? Prisegam pri tretjem rajku, da ne. Vse sem pregrabil svodo. Kaj? Presenetili ste me. Sem te kaj? Tudi podgane iz general štaba bojo presenečne, če tole danes uspe. Skratka, stvar, kot vidite, je skozi pravzaprav ta realna situacija vtira v to ideologijo in je seveda povzroča številne absurdne situacije. No, zdaj pa gremo na tisto igro, ki nas posebej zanima, ker bomo gledali premiero čez 14 dni. To je igra Te igre bo konec. Matjaž Zupančič ravno kar končuje to krstno izvedbo. Drama se bila je nominirana za Grumovo nagrado leta 2023 in odigra se v nekem bifeju, Rajski vrt, katerega lastnica je Marija Menza. V njej se zbere pisana druščina dramskih oseb, ki se pravzaprav opredeljujejo do neke okvirne situacije in to je dejstvo, da Zemlji se približuje nek ogromen meteor, ki bo zadev Zemljo v času enega leta in seveda to Zemljo dokončno uničil. Po mojem mnenju je seveda to jasna iluzija na ekološko katastrofo, ki se nam približuje in seveda te dramske osebe so zdaj vržene v to situacijo in se morajo seveda do te situacije opredeliti. Opredeljujejo se vsak na svoj način, glede na to, kakšna je njihova, recimo, nek psihološki ustroj. Krištof Dolenc zanika dejstva, se umika v pasivnost, Jakob Poglajen postaje obseden z meteorjem, opozarja na nevarnost, kmalu pa se izkaže, da je pravzaprav vzrok te njegove obsedenosti oziroma tega strahu, pravzaprav ljubosumnost oziroma prizadetost, ker ga je zapustila njegova žena, mu je šla z ljubčkom in ta ideja, kako jih bo videl zdaj, kako se cvreta in skratka umreta ob trku z meteorjem je nekaj, kar mu daje zadoščenje. Doroteja Teja
postane žrtev hedonističnega moža, ki soočen s katastrofo postane obseden s spolnostjo. Anos Drey je recimo temu nek radikalen primer kapitalista, ki ob bližajoči katastrofi prodaja vstopnice za vlak v smrt, delnice za tovarno čovnov, prodaja zavarovalne police. Potem imamo Štruljca Čibutkina, en mojih najljubših, vestni birokrat, ki kljub tej katastrofi pride v ta rajski vrt in Mariji Menzi začne razlagati, da v katastru stvari ne štimajo in da pravzaprav ta njen bife ne sme tam obstajati, zdaj od soseda in da je to zdaj treba rešiti in to njega nič ne zanima, če bo vsega konc, ker je treba napake izpred 200 let seveda popraviti. Psihiater, ki ničesar več ne razume in išče pobeglo pacientko, ki med drugim tudi misli, da je meteor, skratka, ves čas Matjaž nekako destabilizira nek pomen, ni čisto jasno, ta meteor zdaj je, a je to neka pacientka, bo prišel ali ne bo prišel. In pa smrt, ki pride in pije arhivski konjak in je rahlo v depresiji, ker bo kmalu stala brez službe. Prav, kmalu vas bo morala vse pobrati, a veste to? Najbrž veste in ko vas bo vse enkrat pobralo, bo z mojo službo konec, za zmeraj, da sende, la fin, the end, slutet, konec. Dramsko dejanje je tako polno nekih absurdnih zapletov, ko akteri skušajo najti izhod iz te katastrofe, ki ga bo seveda ne more biti. Na koncu se zadeva izteče v nek spet utopični poskus Marije Menze, ki skuša ob tej katastrofi doseči nek svet brez konfliktov, pravi takole. Če res ni več nobene rešitve, če res ni več, če vsi vidimo konec pred sabo, potem mogoče lahko začnemo enkrat drugače živeti. Vsaj za finale. In potem sama pokaže to pot in prav, začeti je treba pri sebi. Ta večer dajem zgled. Za danes nobenih prepirov več, nobenega obtoževanja in bomo imeli zabavo. Take, kot tukaj že ni bilo. Zaklenila bom vrata in lahko tudi kadite. Vse je od zdaj naprej zastonj. Seveda ta ideja ni nekaj, kar bi se prijeli, spet je takoj nekako demistificirana, na koncu zamenja jutro na zarjo za prihod meteorja, ki ga seveda še ni, in se ta katastrofa ponovno izmakne, ali pa bi mogoče lahko rekli, da je pravzaprav že tukaj, da ta katastrofa se že zgodila in da pravzaprav samo dramske osebe ne vejo čisto dobro, kaj bi z njo. Smrt namreč ima zadnjo besedo in se vse skupaj izteče v nekakšen mrtvaški ples. Pravi takole, kje ste vsi, dragi moji, kaj gledate? Jaz sem tukaj in se veliko bolje počutim. Slišala sem, da bo danes tukaj zabava. Pa sem narobe slišala? Naj bo zabava, naj bo muzika, takšna kot na starih freskah. Ste za en ples? Seveda ste. Kaj vam pa drugega ostane? Meni pa tudi. Celota se torej izteče v neko splošno spoznanje o končnosti, o spoznanju mrtvaškega plesa, da smo v njej vsi enaki, da je neizbežna in da na nek način bi že to lahko bilo dovolj, da končamo s temi konflikti in s temi strahovi, ki jih imajo dramske osebe. Seveda pa Zupančič ne daje zadnje besede, na nek način pušča bralcu, gledalcu, da si ustvari svojo lastno poanto. In tukaj bom končal o te igre do konec, tukaj na nek način ne bi rad izdal preveč, pa na nek način vam usmeril recepcijo te premiere, ki je pred nami. Da sklenem, Zupančičev opus sestavlja drame, ki so napisane za komorno zasedbo. Bistvo je pravzaprav posameznik, njegova psihologija, njegove reakcije na ravnanje v nekih specifičnih družbenih in zgodovinskih kontekstih. Nič čudnega torej, da bo je mala drama pisana na kožo, s svojo majhnostjo, z bližino med odrom in auditorijem, ki na nek način seveda še krepi to ogroženost, ta občutek ogroženosti, utesnjenosti, ujetosti, ki ga je treba pravzaprav prebiti, na nek način razrešiti, bodi si v umor, bodi si v beg, ali karkoli. Vse tri uprizoritve, ki smo jih seveda lahko predstavili, ker so že zgodile, so bile uspešne, načinoma hvalijo
dramske tekste, tudi same uprizoritve, so nekatere pomisleki, kot vedno, vendar je dejstvo, da je Zupančič dramatik, ki nagovarja publiko, ki nam govori o sodobnem svetu, ki nam govori pravzaprav o ustroju tega sveta, v katerem živimo. Ves čas najdemo pravzaprav to formo vsiljivca, tujca, ki pride, ki sproži dramsko dejanje, ki stopnjuje napetost, ki zahteva neko razrešitev, bodi si v izgonu, umoru ali pa v propadu pravzaprav enega sveta, enega pogleda na svet, bodi si nacizma, bodi si recimo tega pogleda neoliberalnega, sodobnega kapitalističnega pogleda na naš planet in na njegovo izkoriščenje. Nas bo prizoritev te igre bo konec premaknila, si bomo z njeno pomočjo bolj najjasnili, kako naj živimo v svetu, ki drvi v katastrofo, ali v tej katastrofi seveda že se nahaja. Morda. Ne vemo, vsekakor pa nam bo dal Zupančič priložnost, da se zamislimo o tej temi in začutimo težo tega problema. Hvala. Zdaj čas, da če imate kakšne vprašanja oziroma kakšne komentarje, no, se moja pozicija zelo težka, ker je tam avtor in lahko zdaj pove, da je to vse drugače. Sem sam čakal, da boš najdel kakšno slabo kritiko te predstave, kot 12. aprila. Ja, evo, to pa bolj naslednjič, ne. To je ta pozicija kritika, ne, ki mora vedno reči ampak. Ne, super si, mislim, hvala za predavanje. Ja, bravo. Zanimanjem poslušam, zmeri lepo kaj izvedeti od sebi, novega pa kultur, zgodovino. Seveda je kle še ena tujina, ki jo nismo nič omenjali, pa ene teksti in kritike zapisi po celem svetu. Mi smo se vrteli malo v teh 3-4 gospodov iz Ljubljane, pa iz Maribora. Ampak drugače sem se pa spomnil, ker sem gledal tele posnetke, sem bil prav na nek način, kako bi človek rekel, pretresen. Že tam, ko sem gledal te igralce, da jih je polovica že mrtvih, Alenka, oziroma Barbara Levstik, pa Andrej Nahtigal. To sem vesel, da je Marko še tukaj v najboljši možni kondiciji. Ta Vladimir je bila taka posebna izkušnja, ja, ki je nekako ostala, se mi zdi. Zdaj, kaj bo pa z novo premiero, bomo pa videli, no. Če bi sam to rekel, no, da ima ta meteor seveda vse lastnosti 21. stoletja. Ta meteor, ne, kaj je 21. stoletje, v bistvu naveriga kriz, pandemij, vojn, okoljskih katastrof in na drugi strani seveda te teorije zarote, ne, oziroma teorije o koncu sveta. Problem je v tem, kot je fino rekla, da Alenka Zupančič, da od konca sveta ne gre preveč pričakovati. Človek se seveda na nek način obrača v to, ker malce naduto misli, da bo uničil svet, sebe pa ne. Resnica je lik obratna, svet bo preživel človeška rase, pa po velikim vprašanjem. Koliko dnevno napoved. Naše primere. Drugar ste pa vsi vabljeni in hvala, ker ste prišli, ne, da poslušate.